Come il Padre ha mandato me, Kakor je Oče mene poslal, anche io mando voi. tudi jaz vas pošiljam. Ricevete lo Spirito Santo. Prejmite Svetega Duha. Tako nam pravi Jezus. Izlitje, ki se je zgodilo na dan vstajenja zvečer, se je okrepljeno z nenavadnimi zunanjimi znamenji ponovilo na binkoštni dan. Na velikonočni večer se je Jezus prikazal apostolom ter dahnil vanje svojega duha. Na binkoštno jutro pa se izlitje zgodi na hrupen način, kakor veter, ki se je silovito zagnal v hišo ter vdrl v razum in srce apostolov. Ob tem so prejeli takšno moč, ki jih je gnala oznanjati v različnih jezikih dogodek Kristusovega vstajenja. Vsi so bili napolnjeni Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih. Skupaj z njimi je bila Marija, Jezusova mati, prva učenka. Tam je bila mati, porajajoče se cerkve. Svojim mirom, svojim nasmehom, svojim materinstvom je spremljala veselje mlade neveste, Jezusove cerkve. Tako je papež Frančišek začel homilijo med sveto mašo na binkoštni praznik v baziliki svetega Petra v Vatikanu. La parola di Dio, specialmente quest'oggi, Božja beseda nam še posebej danes pravi, da Sveti Duh deluje v osebah in skupnostih, ki so napolnjene z njim tako, da jih naredi sposobne sprejeti Boga, kapat dei, kot pravijo sveti očetje. Kaj dela Sveti Duh v tej novi sposobnosti, ki nam jo je dal? Vodi k vsej resnici, prenavlja obličje zemlje ter daje svoje sadove. nel Vangelo Gesù promette ai suoi discepoli V evangeliju je Jezus obljubil svojim učencem, da ko se bo on vrnil k očetu, bo prišel Sveti Duh, ki jih bo vodil k vsej resnici. Prav Duh resnice ga imenuje in razloži jim, da bo njegovo delovanje v njih vedno globlje uvajanje v razumevanje tega, kaj jim je on, Mesija, rekel in kar je storil.